Živjo, tlele na mizi je en kup stvari za pripravo svečk iz konoplje. Tle so se s prijateljico odločili, da to posnameva, zato ker veliko ljudi ne ve, da sploh svečke obstajajo ali kako jih pametno uporabljati, kako jih narediti, zakaj jih sploh uporabljati. In ta podatek o pripravi svečk nekako manjka, zato bova midve danes to na hitro razložile. Zakaj bi se človek odločil za svečke? Kaj so prednosti? Svečke so super za starejše ljudi, za vse tiste, ki niso konoplje še nikoli probali, pa za ljudi, ki so delovno aktivni še. Prav zbolijo, pa hodijo v službo, pa seveda potem si ne želijo biti zadeti, če se tako izrazim, oziroma nočejo tega psihotropnega učinka doživeti. V tem primeru svetujemo svečke, ker pri uporabi skozi črevo se vsem tem, bom se izrazila, neprijetnim ali nepričakovanim učinkom izognemo. To je ena stvar. Druga stvar je pa tudi to, da so svečke veliko bolj učinkovite, kar pomeni, da se veliko več te aktivne substance absorbira skozi črevo s pomočjo kokosove ali kakavove maščobe, s katerim svečke pripravljamo, in tako pač lahko bolje izkoristimo to rastlino. Ker svečke gredo direktno v krvni obtok, ne? Ja. Za razliko oralnega uživanja. Tako. Pri oralnem uživanju seveda gre to čez naš celoten prebavni trakt, obremeni tudi jetra, ledvica. Če pa uporabljamo rektalno, potem pa pravzaprav telo naredi s temi svečkami tako kot z vso ostalo hrano, ki pride pripravljena do črevesja, in iz tem potem telo črpa vse hranljive snovi, ki jih naše telo potrebuje, in jih pelje točno tja, kamor morajo pristati. In prav tako tudi skozi črevo konopljine substance oziroma kanabinoidi prehajajo direktno tja, kjer njihovo pomoč potrebujemo. Kako pa zdaj pripravimo te svečke? Ja, seveda, najprej moramo imeti konopljo, to je prva stvar. Lahko imamo pač indijsko konopljo, lahko pa uporabimo tudi cvetove konoplje, ki se pri nas uporabljajo v industrijske namene. Katero bomo uporabili, je pa pravzaprav naša prva naloga, da se sploh pozanimamo pri kom, ki konopljo pozna, katere so tiste substance, ki bi imele nekak želeni učinek za nas osebno. Tako da iz konoplje, ki jo uporabljamo v industrijske namene, lahko pripravimo konopljine smole z večjo vsebnostjo CBD-ja, iz indijske konoplje pa smole z večjo vsebnostjo THC-ja. To seveda ne pomeni, da v tej smoli ne bo CBD-ja in drugih kanabinoidov, ravno tako tukaj to ne pomeni, da ne bo noter THC-ja, ampak tukaj pač prevladuje CBD, tam prevladuje THC, zraven pa dobimo še vse ostale substance, ki jih konoplja vsebuje, pa niso kanabinoidi, ampak so terpeni, so tisti, ki dajejo rastlini oziroma snovem vonj, flavonoidi pa tisti, ki dajejo okus, in je zelo pomembno, da tudi te snovi hkrati s kanabinoidi nekako ujamemo v to smolo. Je pa, kot si omenila, pomembno, da se človek pozanima, ni vseeno, katero vrsto konoplje uporabiš. Absolutno ne. Pri večini bolezni se pravzaprav kar priporoča, da se proba najprej s tem prehranskim dopolnilom iz CBD-ja, kadar se gre pa za rakova obolenja, potem pa skoraj človek ne more uideti THC-ju. Potem seveda more, če ima na primer človek raka, povedati, a ga ima v spodnjem delu telesa ali ga ima v glavi, ker od tega je potem tudi odvisen način jemanja. Se pravi, če ima nekdo tumor v glavi, se skoraj ne bo mogel izogniti pač oralnemu uživanju tega, in je seveda prav, da pravilno začne, da ne dela škode pravzaprav sam sebi. Kaj pa so še druga stanja, kjer se morda priporoča tudi oralno uživanje smole? Oralno uživanje, se pravi, pri vseh, bom rekla, obolenjih, ki izvirajo nekako prsni koš in više, kar je pa od popka navzdol, pa
je rektalno ali vaginalno bolj primerno. So pa tudi primeri nekaterih resnejših boleznih, kjer je pač treba oboje. Se pravi, ko enkrat cvet imamo, ko vemo, kva bomo izdelali, pač naredimo smolo, če jo znamo narediti varno, potem jo delamo sami. Bolje pa je, če pač nekoga prosimo, ki je to že večkrat naredil, ki ima izkušnje. Zelo priporočljivo je, da potem to smolo, ki smo jo nekje dobili, kupili in naredili, stestiramo v laboratoriju, zato da vemo, katere substance je noter, da znamo potem tudi dozo prilagajati. Tako da nekako se svetuje različno pravzaprav. Lahko je nasvet zgolj CBD kapljice nekajkrat dnevno, lahko gre za dnevno dozo 0,1 miligrama THC-ja oziroma vsaj 70% THC-ja v tej količini. Lahko pa, če je pa potrebno resno zdravljenje, kot naprimer za raka, potem pa velja kar protokol Ricka Simpsona v 90 dneh, 60 ml, pač v čim krajšem možnem času. Zdaj pa nekateri... V tem primeru verjetno pridajo svečke zelo prav, ker to so velike količine. Velike količine, ja. Recimo morate si predstavljati, da v približno 1 gramu konopljine smole je bilo potrebno uporabiti recimo 5 do 20 gramov suhega cveta. Nikoli v bistvu točno ne veš pravzaprav, koga boš te substance ven dobil, ampak nekdo, ki je to že večkrat počel, že ve, se je že naučil, kako je treba pač te stvari delati. Potrebujemo, se pravi, konopljino smolo za svečke, potrebujemo kalupe za svečke, kalupi so različno veliki. Lahko kar poveva eno praktično informacijo, namreč to se ne dobi v vsaki lekarni, ampak lekarna na Brodu, ne? Tako je, lekarna Brod, tam lahko te kalupe kupite, niso strašno dragi, par centov stane eden od njih, ena taka vrstica z 10 modelčki pravzaprav, so različno velike, se pravi, te so velike 1 ml, te so velike 3 ml, te so pa 2 ml. Mi bomo danes delali te najmanjše, začetne. Verjetno ste že kje mogoče zasledili tudi plan uživanja teh svečk, ki bomo tudi pokazali. Takole izgleda ta plan jemanja svečk konopljenih. Zdaj tlele mogoče se ne vidi najboljše, ampak vidite, da je razporejeno 3 barve, črno, oranžno, sivo. Tako da tisti, ki ste to že kdaj v roke dobili, veste, za kva se gre, kdor še ne ve, naj se pač pri kakšnem društvu pozanima, kjer bojo verjetno tudi sprintali. Takle načrt, da lahko sledi pač svoji terapiji. Tle imava pa še v bistvu napisan mešanco za vse te barve svečk, kako si pripraviš zadostno količino, tako da se lahko tisti, ki že ve, za kva se gre, tudi sami zdaj malo lažje pripravijo. Tako da zdaj bomo naredili te začetne svečke. Rabimo lonec vroče vode, rabimo eno posodo, ki bo plavala v tem loncu vroče vode, rabimo vago in rabimo kakavovo maslo, lahko ga dobimo v takih kaplcah, jaz pravim, se pa dobi tudi v kocki, tako kot navadno maslo. Sprav, ko smo si enkrat zrihtali tele modelčke in če rečemo, da je vsakmu 0,1 grama prostora, to pomnožimo z 10, dobimo v bistvu 10 gramov in toliko si moramo pripraviti te naše snovi. Kalupe imamo, rabimo vago. Dali bomo 1 ml smole v 10 kalupov,
Jaz bom zdaj delala 2 kalupa, zato imam 2 ml smole, da napolnim 2 kalupa, rabim pa 20 gramov oziroma 20 ml tekočine. Se pravi, če dam 2 grama konopljine smole, potem dodam 18 gramov kakavovega masla. In to bom zdaj naredila. To je v bistvu precej malo, ni zdaj nekaj zelo veliko. In to damo to je potem... praktično kakavo maslo, ne, ker ima že stehtane grame. Tako, ni treba nič rezati. Tako, zdaj imamo tle 18 gramov kakavovega masla in dodamo 2 grama konopljine smole. Nikoli tega ne delamo direkt na ognju, zato damo v vročo vodo, ker rabiš dosti nizko temperaturo, da se to vse skupaj stopi. Na ognju pa zelo hitro lahko zažgeš, tako da je to veliko bolj primerno. Pa zelo fajn je, ne, če je smole tudi nekaj časa že na sobni temperaturi, se lažje stisne. Ja. To smo zdaj imeli tlele malo na soncu, drugače pa to precej trdo. Tudi če v bistvu pogledamo, smola se mora lepiti. Ne. Pa pač barve je lahko take, lahko je bolj rjave, lahko je bolj rumene. Tle se zdaj tole že topi, tako da vzamemo eno palčko ali nekaj in to dobro zmešamo. Tole se je zdaj že skoraj stopil. Jaz uporabljam kar čopič. Lahko pa tudi uporabiš kakšno palčko za raženče ali pa kaj takega. Evo, zadeva je utekočinjena. Kalupe si postavimo tako nekako, da so po koncu. Da so stabilni, ne? Tako. Najboljše je pol uporabiti če eno malo večjo brizgo, da to napolnimo. Lahko pa tudi v džezvici naredimo, če ima res fajn liček, na koncu pa zlijemo noter, ampak tole gre nekako najlažje. To pol zgleda takole. Fajn je, da najprej stisnemo ves zrak ven, sicer je težko zaustaviti potem ta pretok. Evo, tako smo pripravili svečke, to se pol da v hladilnik, da seveda ratejo trde in so in potem škaricam odrežeš, ne? Tako, s škaricam potem odrežeš enega stran, odpreš in probaš pač čim prej ustaviti v črevo, oziroma pač, tako kot sem rekla, priporoča se ti aplikatorji. Je pa priporočljivo verjetno čim globje, ne? Ja, mora iti vsaj za 2 členka globoko, da pride preko mišice zapiralke, da pač ne gre ven. Zdaj, ženske pa lahko svečke uporabljajo tudi vaginalno, ne? Tudi vaginalno. Malo so seveda ljudje to že probavali in to se super obnese pri predvsem ženskih boleznih, kadar so težave na rodilih, pa tudi na dojkah. Tako da takrat lahko, mislim, ženske lahko izkoristimo tudi to. Zdaj, v kolkem času se pa srkajo v krvni obtok? V približno 20 minutah. In po 20 minutah ti normalno lahko greš na WC, ne, na svoje kakršnokoli potrebo. Tako, tako. Včasih celo malo sproš odvajanje. Tako da pač, če se to zgodi, se pač zgodi. Ja. Tako da, ko smo že enkrat pač odvedeli, kar je bilo za odvest, lahko pač damo še eno svečko, pa ne bo nič narobe. Tako da, recimo, še en nasvet mogoče, če boste tole delali, v lončku noter je še nekaj tega, zdaj, če bi lahko vse ven dobili, mogoče celo ostali za eno svečko. Zdaj, da ne bi tega umivali ali stran metali ali kakorkoli, jaz ponavadi dodam mogoče še par zrn kakava, še to stopim, zlijem potem v eno posodico in dobim kremo, najboljšo kremo na svetu za pač vse kožne težave, ki se nam pojavljajo ljudem, od opeklin do prask, do kakšnih alergijskih vnetij in tako naprej.
To je kar veliko informacij naenkrat za nekoga, ki to morda prvič slišal. Če bi ljudje imeli dodatna vprašanja, kam se lahko obrnejo? Lahko se obrnejo na naše društvo Hopla Konopla, na internetno stran, kar hopla-konoplja.si. Tam najdete tudi internetni naslov. Lahko pa se obrnete seveda tudi na katerokoli drugo društvo, ki se ukvarja s svetovanjem o varni uporabi konoplje. Lahko tudi mogoče direktno na Zvezo nevladnih organizacij na področju drog in njihove uporabe. Vsekakor pa, če po spletu pobrskate, boste enega izmed nas sigurno našli. Lahko pa napoveva tudi, da se odpira pisarna za svetovanje, kaj ne? Tako, odpira se zdajle v kratkem svetovalna pisarna. Šlo bo za brezplačno svetovanje o varni uporabi konoplje. Tako da seveda kdorkoli ima kakršnokoli vprašanje, ga karkoli zanima, naj se seveda tudi tam oglasi. Bo pa kaj več v medijih, tudi ko bo ta pisarna začela delati. Vsekakor še mogoče za konec, pač ne lotite se delati tega sami doma, če se niste prej vsaj malo pozanimali, kako se teh stvari lotiti pač pravilno. In upam, da najin filmček prispeva k temu. Tako je, zato sva ga naredili.